Plodova vinska mušica je v zadnjih letih eden največjih sovražnikov vseh jagodičastih rastlin in tudi rastlin oziroma plodov, ki imajo mehko povrhnjico. Ni nujno, da so to plodovi sadnih rastlin, lahko je to paradižnik, lahko je to vinska trta, lahko je kaj drugega. Plodova vinska mušica je prišla k nam iz Azije in nima naravnega sovražnika. In tudi varstvo v tem obdobju, ko plodovi zorijo, je zelo oteženo in tudi v tistih, ki uživamo te plodove, vzbuja rahlo nelagodje. Zato se poslužujemo ukrepov, ki so sprejemljivi iz ekološkega vidika in tudi iz vidika človekovega zdravja. Med take ukrepe nedvomno sodijo prekrivanje nasadov oziroma grmov s protiinsektno mrežo, kar se bo zgodilo tudi v tem našem nasadu ameriških borovnic. Ker pa je to zelo drag ukrep in ki se ga poslužuje predvsem v intenzivni pridelavi, je dobro, da vemo tudi v vrtovih, kako se zavarovati pred tem škodljivcem. Ena najenostavnejših poti je uporaba pasti oziroma vab za plodovo vinsko mušico. In sicer vzamemo stekleničko, plastično stekleničko, na zgornji tretjini naredimo rdeč pas, pobarvamo stekleničko ali oblepimo z nekim lepilom, selotejpom ali obarvamo z rdečo barvo. Vanjo pa naredimo luknjice na ustrezni razdalji. Luknjice ne smejo biti prevelike, sicer bi mušice znale poiskati tudi pot iz steklenice. Velikost mora biti od 2 do 4 mm, nič več, ker potem učinek ne bo dosežen. V stekleničko nalijemo mešanico kisa, vode, soka ali vina in vanjo se bodo nalovile mušice. Zelo dobro je, če tej mešanici dodamo tudi neko močilo oziroma neko sredstvo, ki bo razbilo površinsko napetost vode in potem se bodo mušice lažje potopile v to raztopino. Seveda moramo vsak teden ali na 2 tedna to raztopino, to tekočino oziroma to snov, ki se bo ena zmes plodove vinske mušice in teh sestavin odliti. Paziti moramo, da tega ne odlivamo po nasadu, sicer bo to delovalo kot neka vaba, ampak moramo to odstraniti v neko jamo, ki jo izkopljemo ali pa na nek drug način. Skratka, odstraniti moramo to iz nasada. Spremljanje te mušice mora biti, oziroma lovljenje te mušice mora biti kar intenzivno, saj moramo na 1 hektar na primer dodati tudi od 200 do 400 teh stekleničk. Pomembno je, da te stekleničke postavimo predvsem ob robu nasada, na veliko gostoto, včasih tudi na 8 do 10 metrov, s tem povečamo ulov teh škodljivcev na začetku pred nasadom.